Dobro večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač, do parlamentarnih volitev je samo še 62 dni, vi pa spremljate najbolj politično korektno oddajo slovenskih televizij. Poznate kakšen marksistični socializem, v katerem delavci niso slabo plačani, upokojenci nimajo sramotnih penzij, ljudje ne stojijo v vrstah v napol praznih trgovinah? Tako se je na Twitterju vprašal podpredsednik Državnega zbora Jože Tanko. No, ko je bil še predsednik delavskega sveta Tozda Inles Ribnica, za tiste mlajše med vami, to je temeljna organizacija Združenega dela, je Tanko razmišljal povsem drugače. Takrat je dejal: ta delovna zmaga je dokaz, da je delavsko samoupravljanje edina pot, ki resnično povezuje delavce različnih panog, ki je sposobno združevati delo in sredstva. Tako je nekoč dejal Tanko ob otvoritvi žage. Ja, časi se spreminjajo in gospod poslanec očitno z njimi. Sedaj pa se lotimo 82. oddaje jubilejne 5. sezone Faktorja na TV3. Resnica boli, komentarji še bolj. Danes bomo za vas komentirali 9. marec. Kdo bo 9. marca stavkal in zakaj? Zaposleni v vzgoji in izobraževanju so izglasovali splošno stavko. Zakaj je temu tako, bomo vprašali naša posebna gosta. Gospo Nives Počkar, direktorico Šolskega centra Ljubljana in glavnega tajnika Sindikata vzgoje in izobraževanja Branimirja Štruklja. Dobrodošla. Dober večer. Nives, če midva začneva. Najprej me zanima Šolski center Ljubljana. Koliko je to otrok, dijakov, učencev in študentov? Ja, vsega skupaj nas je 1837, se pravi učencev, dijakov in študentov in 202 zaposlena, ne? Se pravi malo čez 2000, tako v grobi obliki. Kako ste vi zdaj recimo med epidemijo, kako ste lahko organizirali pouk pri taki množici ljudi? Ja, prvi ukrep je bil v bistvu ta, da so dijaki in učenci v matičnih učilnicah. Med poletjem smo mogli v bistvu vsak majhen prostor predelati, največkrat v računalniške učilnice, zato ker seveda mi nimamo dovolj prostora za tako število. Veliko več vadbenih športnih površin smo mogli najemati, zato da smo nekako uskladili urnik. Drugače se pa urniki menjajo v nekaterih šolah tudi na 14 dni, samo zato, da speljemo to, zato ker so dijaki začeli hoditi tudi na obvezno prakso. Tudi študentje so začeli prej s prakso, prav zaradi tega, da lahko v bistvu ta proces speljemo. Ja. A ste si kaj fejst vdahnili zdaj, ker se ne rabijo več učenci, dijaki samotestirati? Pa to ni bil tak problem, to je bila neka utečena praksa. Mi bi se zelo vdahnili, če bi lahko nehali maske nositi, no. To se mi zdi, da bi bil zdaj trenutno nujen ukrep. Glede na to, da ko bo šel v disko, ne bo potreboval, v šoli jo bo pa potreboval. In v šoli so itak mehurčki, tako da žal mi je, no, da ni tega ukrepa. Dijaki, ko je bil napovedan, so se ga zelo veselili. Branimir Štrukelj, kdaj ste se nazadnje kdaj se je nazadnje srečal z resorno ministrico dr. Simono Kustec? Dobro vprašanje, ampak spomin mora seči kar daleč nazaj. Čisto natančno rečeno pa se SVIZ formalno z ministrico, torej z vodjo resorja in članico vlade na ravni socialnih partnerjev obeh, to se pravi ministrstva in predstavnikov zaposlenih, ni srečal nikoli. Bilo je nekaj neformalnih stikov na štiri oči, bežna srečanja na kakšnih skupnih dogodkih, ampak vsi zadnje mislim, da je bilo prejšnjo pomlad, če se ne motim. Se pravi, če te prav razumem, vi niste imeli v skoraj 2 letih mandata ministrice, niste imeli formalnega sestanka? Natančno to. To se je zgodilo prvič v 30 letih delovanja države in socialnega partnerstva, kot veš, ki je bilo relativno spodobno socialno partnerstvo v odnosu na druge vzhodnoevropske in srednje države. S to ministrico formalnega sestanka socialnih partnerjev v resnici ni bilo. Bilo je nekaj skupin, ampak ki so jih tudi nekajkrat poskušali prodati kot srečanja socialnih partnerjev, ampak prav te izjave, ki jih je ministrstvo produciralo, so bolj govorile o tem, da ne razumejo čisto dobro, kaj socialno partnerstvo v resnici je, kajti ni vsak stik že socialno partnerstvo. Socialno partnerstvo je dogovarjanje
o zakonodaji, o predpisih, predno grejo ti v politično odločanje, in to sem poskušal dopovedati zadnjo leto, pa ni šlo posebej uspešno. Zdaj, vi ste se odločili, da članstvo sindikata vprašate, ali so za to, da organizirate stavko. Zakaj ste se odločili za ta korak? No, SVIZ ima neko posebnost v naši državi, to je od vseh sindikatov, da se podobno kot anglosaksonski sindikati že 100 let in več z članstvom odloča o stavki. Tukaj ne gre za odločitev kakšnih organov, gre za to, da vsak član, članica glasuje o tem, ali se bo pridružil stavki ali ne, z naprej znanimi stavkovnimi zahtevami. In ko je večina odločitev sprejme, potem taka stavka seveda zanesljivo je, če prej socialni partner, v tem primeru vlada, ki nas ne želi sploh slišati že zadnje leto, ne pristane na nek sporazum stavkovni, ki se ga podpiše pred stavko. Nives, na tvojem šolskem centru, mislim, ki ga vodiš, praktično skoraj vsa delovna mesta, ki obstajajo v izobraževanju. Kakšne so plače, kakšna je dinamika med zaposlenimi? Plače so, če pogledamo druge javne uslužbence, seveda mnogo manj. Ne? Če pogledamo vojsko, policijo, te so potihem, se pravi, šli navzgor. In začetnik univerzitetno izobražen ne pride do 1000 evrov neto. Seveda, po drugi strani imamo pa še eno drugo anomalijo, to je pa razlika med ravnatelji, vodstvenim kadrom in pa učiteljem. Ampak če se osredotočimo le na učitelje, je nedopustno, da je plača enaka kot nekoga, ki ima 5. stopnjo ali 6. Potrebno je vedeti, da v šolstvu vsi, ki aktivno delajo, vsi strokovni delavci imajo visoko strokovno in univerzitetno izobrazbo. In to ni prav. Ne, da tukaj nekdo ne potegne črte in reče, pojmo po izobrazbi. To so le leta študija in učitelj je zelo pomemben poklic. To smo videli v epidemiji, kako je bilo, ko smo imeli šole zaprte, ogromno stisk, ogromno neprijetnosti, ogromno anksioznosti. In učitelji so takrat dali vse od sebe. To jaz 100% trdim, nam brez učiteljev ne bi uspeli. Nobeno izobraževanje nadaljavo ne uspe brez učiteljev. Jaz ne moram reči, da je bilo vse idealno, ne, daleč od tega. Se mogli čez vikend v bistvu pripraviti. Ampak zagrabili so, začeli so in otroci v bistvu niso bili prepuščeni sami sebi. No, jaz imam tukaj dve stvari, ki se navezujete na Nives. To, da je, ko je prišlo do epidemije, je po moje se treba ravnateljicam in pa učiteljem zahvaliti, da so stvari takoj na začetku približno funkcionirale. Ker je prišlo do ogromne improvizacije, sposobnosti improviziranja, kar dokazuje, da javni izobraževalni sistem ni rigiden, ampak da imamo sposobne ljudi, tako ravnatelje kot učitelji, ki so bili sposobni prilagoditi. In to mimo tega, predno se je dinozaver zavedal, da sploh imamo problem, so stvari v resnici se že skozi improvizacijo začele dogajati. Tako kot je kolegica Nives Počkar rekla, ni bilo vse idealno, ampak brez te sposobnosti tako ravnateljev kot učiteljstva, da se prilagodimo hitro, pa stvari sploh ne bi funkcionirale. To je eno. In tisto drugo, kar je pa zelo pomembno, kar se tiče plač. Zdaj, skozi plače se vrednoti nek položaj v družbi, in tudi pomen. Ampak tukaj se ne vrednoti slabo zgolj pomen učiteljstva in drugih zaposlenih. Skozi to se vrednoti tudi, bom rekel, marginalizacija izobraževanja, ki jo spremljamo zadnja leta. Ne samo pri tej vladi, to se je že začelo precej prej, ampak dejstvo pa je, da je pa zdaj dobila ta zadeva še pospešek, tako da pravzaprav drsimo v neko, bom rekel, primerjavo z izobrazbami, ki imajo srednjo izobrazbo v nekaterih drugih delih javnega sektorja, in to pomeni dolgoročno, da bo verjetno ne more biti drugega kot to, da bo tudi kakovost padla. Kajti če to ni atraktivno sploh ob vseh teh zahtevanih in kompleksnih problemih, ki jih imamo, potem se mladi to zelo hitro detektirajo in se seveda to pozna potem na padcu same kakovosti tistih, ki se
vpisujejo. In tretja stvar, če smem še to reči, a ne, je pa kar se tiče, bom rekel, tega težko za nas, ki smo vsi pedagoški delavci in delavke, razumljivega odnosa oblasti, ki ga ima do izobraževanja. V tem smislu, da ni nobenega dvoma, po moje, da pri večini ljudi je bilo ta napor, ki ga vlagamo za to, da bi bile šole in vrtci odprti, vsaj, bom rekel, blago pozitivno sprejet. In človek bi pričakoval, da bi to na nek način vlada vsaj na neki deklarativni ravni tudi manifestirala. Pa gre ravno za nasprotne stvari. Samo z nami, izključno z nami se niti pogajati noče oziroma nas noče niti poslušati, recimo za razliko od tega, kar zdaj dela v zdravstvu. Jaz bi opozorila še na en drug problem. Mi nimamo več učiteljev, mi ne dobimo več učiteljev za strokovne predmete. Mi že nekaterih družboslovnih učiteljev več ne dobimo. Da ne govorimo o informatiki, ki je to veda, ki je v porastu in v bistvu delavec ne išče službo oziroma informatik ne išče službo, ampak služba išče njega. In če bo v bistvu tak trend, če mi ne moramo njemu ponuditi neko plačo, ki jo ima zdaj tudi v gospodarstvu, ali pa saj tak približek, sej so druge dobre stvari pri učitelju. Ne smemo dati vse v en koš, ampak jaz razmišljam malo dlje. Mislim, da bomo imeli težavo ponujati kvaliteten, kakovosten vzgojno-izobraževalni proces, ker ne bomo imeli ustreznih učiteljev. In to velja predvsem za učitelje, ki jih pripeljemo ali pa povabimo iz gospodarstva in tistih začetnikov. Učitelji, ki so že v najvišjem plačnem razredu in ki imajo ogromno let delovne dobe, nimajo tako slabe plače nasproti s tem. Mislim, razlika je do 800 evrov neto od začetnika do tistega. Tako da moramo dvigati tiste spodaj, da če želimo jih v sistem privabiti. In to bo problem. Vem pa, da nekatere šole, predvsem v manjših krajih, te probleme že močno čutijo. Zgolj stavek, če smem. Prvič se statistično kaže v Zavodu za zaposlovanje, da primanjkuje učiteljev, učiteljskega kadra. Po dolgih letih, kar je seveda prvi simptom tega, kar je kolegica Nives tudi rekla. To se mi zdi, da je res nova informacija vsaj zame. Predlagam, da si zdaj vzamemo krajši premor, ampak ne nam gledalke, gledalci, se vrnemo po oglasih, ko nadaljujemo s komentiranjem, kdo bo 9. marca stavkal in zakaj. Ostanite. Dobrodošli nazaj. Z nami sta še vedno Nives Počkar, direktorica Šolskega centra Ljubljana, in Branimir Štrukelj, glavni tajnik SVIZ. Pogovarjamo pa se o tem, kdo bo 9. marca stavkal in zakaj. Brane, zdaj ta enotni plačni sistem v javnem sektorju, veliko besed je bilo že okrog tega izrečenega. Zdaj bi rekel ti, v praksi to še sploh imamo. Se pravi, ali še imamo enotni plačni sistem v javnem sektorju ali sploh še deluje? Ne, de facto enotnega plačnega sistema ni več. Skozi zadnja leta se je izrazito deformiral z različnimi obvodi, ko so posamezne vplivne skupine skozi področne zakone si gradile posamezne kose plač dodatno in seveda to je eden od procesov, ki je izrazito vplival na razpadanje tega enotnega plačnega sistema. Zdaj, seveda, to velik pospešek je dobil pa zdaj v času zadnje vlade, ki se je odločila za partikularna pogajanja. Prej je veljajo, da se skozi enotno pogajalsko skupino vlade, ki se pogaja za sindikati javnega sektorja, pravzaprav drži nek medsebojni nadzor. V tem mandatu pa ste opazili prvič po dolgem času, da so se najprej policisti sami pogajali, potem je prišlo do sprememb ene uredbe v vojski, kar neke delovne uspešnosti, ki ne vemo, od kje so dobro prišle. In seveda tudi ta del zdravstva pred zdravniki, kjer je ravno tako prišlo do partikularnih zvišanj in jasno, to je v temelju porušilo razmerja. Seveda ključno oziroma rekel ta
točka preboja je bil pa poskus, da se zdravnikom, za razliko od vseh drugih, mimo zakona in mimo postopka, ki je opredeljen za zvišanje plačne lestvice, določi neka izjema, ki je seveda vse druge, ki so bili v enakem položaju, recimo profesori, profesorice na univerzi, raziskovalci z doktorati znanosti, postavljajo popolnoma neenak položaj pred zakonom, kar v resnici ustava preprečuje neenakost pred zakonom. Vse zato je tudi ustavna presoja verjetno, in se čaka odločitev ustavnega sodišča, ampak tole me še zanima, Brane, če pustimo zdaj zdravnike za hip ob strani, gledal sem te primerjave med plačami, zdaj zaposleni v vzgoji in izobraževanju so na slabšem tudi denimo napram vojakom pa medicinskim sestram, ki imajo praviloma tudi stopnjo ali pa 2 nižjo izobrazbo. Kako je recimo do tega prišlo, kako recimo vaše članstvo na te stvari gleda? Torej, zdaj jaz moram kritično reči, da slovensko učiteljstvo je seveda izrazito potrpežljivo, jaz bi rekel, da preveč. In je kar nekaj časa trajalo, da so opazili te trendi neenakosti, ki so se zadnjih 5 let stopnjevali. Rast, če zdaj pogledamo zadnjih 5 let po rasti povprečne plače po posameznih dejavnostih, šolstvo, državna uprava, vojska, policija, zdravstvo, je v izobraževanju za strokoven del kadra so te plače rasle 3-krat počasneje kot recimo v slovenski vojski. In tudi bistveno počasneje kot v zdravstvu pred tem zvišanjem, te so podatki še pred tem. In zdaj seveda dolgoročno te stvari, če tako ostanejo, bo pomenilo samo eno, da je vrednotenje pedagoškega dela v tej državi sistematično spuščeno na nižjo raven in skozi to tudi pomen samega izobraževanja. In glede na to, da Slovenija seveda zlatih rudnikov nima, niti nafte, bi pa imela lahko prednost, izrazito prednost v bolje izobraženem prebivalstvu, kar smo počeli dolga leta, v resnici, če gledamo te primerjave mednarodne, bi moral biti tukaj kvečemo večji poudarek, ne pa marginalizacija in zanemarjanje vloge in pomena učiteljstva. In tukaj po moje delajo oblasti, ne samo ta zadnja, ki je to pospešila, ampak tudi še katere pred njo, strateško napako, ker tega razmisleka ni v teh odločitvah slovenskih vlad. Ja. Nives, kako ste recimo ti tudi predsednica društva ravnateljev, če se ne motim, kako ste vi recimo sprejeli to novico o poskusu dvig plač zdravnikom? Vlada sicer pravi začasno, zapakirati je to poskušala v protikoronsko zakonodajo, kako recimo vi gledate na to? V bistvu se mi s tem nismo prav nekaj ukvarjali, mi najprej sebe gledamo in mi ves ta čas ne pridemo nikamor z našimi prošnjami ali pa da bi sploh naše plače prišle na dnevni red kakršnegakoli razgovora. Kjerkoli, tako da vemo, da je neenakost, vemo, da je to nedopustno, nekako smo res potrpežljivi, ravnatelji preveč v tem času, vi morate vedeti, da od novembra, pa ne zato, da bi kdo jamral, ampak dejstva so taka, da je ravnatelj čisto vsak vikend delal, nikamor ni mogel iti zato, ker je pošiljal otroke karantene, do zvečer so čakali klice. In to te v bistvu žalosti, da noben tega ne vidi, ker mogli bi se vprašati, če bi sistem tako dobro deloval. Mi si želimo imeti odprte šole in to je tisto, kar so po moje tudi malo izkoristili. Šole ne bomo zapirali. Prevelika je bila škoda narejena, ko so mladostniki ostajali doma in seveda osnovnošolci tudi. In prav zaradi tega smo vsi ravnatelji bili pripravljeni narediti čisto vse, samo da bi šole zafunkcionirale. To se je lahko zelo lepo videlo, ko smo lahko sami pošiljali in za to možnost, da smo se lahko sami odločili, kateri razredi gredo domov oziroma katere šole se zapirajo, sem jaz hvaležna. Zato, ker se je res pokazalo, da nekateri nimamo toliko okuženih, nekateri bolj strožje jemljemo, nekateri manj. Se pravi, vse ne moreš na to vplivati, to je okolica okoli tebe. Mi smo samo za en teden poslali eno organizacijsko šolo domov, pa potem zelo malo, tako da seveda nam pa vsak dan
zelo prav pride, če tako grdo rečemo. Ne? Šola mora biti odprta. Mi se te stavke, seveda stališča vodstvenih delavcev, absolutno ne veselimo, da bodo spet otroci doma. Ampak treba je povedati, da enkrat je pa dovolj. Ne? In te neenakosti, ki so v šolstvu, ki so zdaj v bistvu se spet o teh toliko govori, to bi mogli prekiniti. Ampak to ne more ne učitelj, ne sindikat. Sindikat lahko se svojo aktivnostjo na to upozori. Žal slišani nismo, ne eni, ne drugi trenutno. In jaz jih v bistvu razumem, da je taka odločitev, kar kaže tudi na to, ta procent samih ljudi, učiteljev, ki so se odločili za stavko. Mogoče še en aspekt, ne? Naši učitelji so pregoreli. Vi morate vedeti, da v šolah je bilo veliko bolnih, več učiteljev kot dijakov. In seveda so nadomeščali, so delali popoldne, šli so v razrede. Vse res s tem namenom, da izobraževalni proces teče. In to jim ne moramo kar tako reči, da je bilo to za dobrodan ali pa dobro. To je dejstvo, da so učitelji požrtvovalno opravljali svoje delo in delo svojih kolegov. In izobraževalni proces je tekel dalje. Mi, naše dijake in učence, moramo držati v učni kondiciji. V prvih in drugih letnikih motivacija pada, se jih sploh ne poznamo, toliko časa so bili odsotni, so bili doma. Ne? In zato vsak dan sproti, ko so v šoli, je zelo, zelo dobrodošel dan. Ne, mislim, pomembno je izpostaviti tudi delo ravnateljev v tem smislu, da so včasih ob 10 zvečer improvizirajo, kaj bo naslednji dan in kdo bo učil karkoli. Ne. Tukaj je en problem, ki ga javnost ne pozna, da so učitelji morali v nekem trenutku učiti kar vse. Ne. Učiteljica glasbe je učila biologijo, ker drugega ni bilo. In tu je oblast, ki je sicer tukaj po pritisku zlasti ravnateljev in ravnateljic, da naj dajo več avtonomije odločitvam ravnateljev. To je bila v resnici dobra odločitev, ker je bilo jasno, da bodo odločali ljudje, ki bistveno bolje poznajo pedagoški proces. Ampak vlada je potem pomešala to, da to pomeni, da jih mora pa prepustiti popolnoma sami sebi, da več ne, namesto da bi naredili vse, kar bi bilo v njihovi moči, da bi lahko servisirali to, ne, so pa dvignili roke, so rekli, se zdaj pa oni odločajo. Recimo samo pri teh zdravstvenih, varnostnih, ne, od prezračevalnih naprav ni česar takega, ne, celo unih čisto navadnih pleksi stekel, ki bi bili lahko pri vsakem katedru, ne. Ampak jaz bi tukaj izpostavil še en del izobraževanja, to je prvi, ne, vzgoja, vrtci, ne, kjer je bila pa zadeva še bistveno bolj dramatična. Tam smo pa v resnici zato, da bi vrtce držali odprte, pošteno povemo, kršili zakon. Ne. Namreč po zakonu pomočnica vzgojiteljic ne more sama funkcionirati v oddelku, ker morata biti sočasno pomemben del časa z vzgojiteljico. Ampak ker jih ni bilo, so bile same cele dneve, ne. Naj povem pa, da pomočnica vzgojiteljice, ko ima končano srednjo šolo, je njena plača pod minimalno plačo. Ne. In zdaj vprašam vse tiste, ki pravijo, sem slišal tudi nekih zadnji čas, da se ne sme plače dvigati v javnem sektorju. Ne grejo tej pomočnici, ki sama odgovarja za 15 otrok v oddelku cel dan, povedati, da si ne zasluži višje plače, potem naj pa to še naprej ponavljajo, če imajo to poguma. A smem jaz samo malo pojasniti, no ne to pomočnice, ampak tisto, ki je prej Brane govoril, mi v srednjih šolah, absolutno govorim za srednje šole, smo dobili tako imenovana COVID sredstva, ne, in smo lahko mnogo več nudili svojim zaposlenim in dijakom za zaščito. In seveda smo to tudi storili, samo to ni enostavno, ne, a veste, učitelj, ki bi stal pred pleksi steklom, ni dober učitelj, ne, interakcija z dijaki mora biti. Tako da iskali smo druge načine. No? Ampak tako, ne morem pa reči, da nismo nič dobili. Smo dobili sredstva in seveda smo jih, upam, v najboljši meri tudi porabili za to, da je pouk tekel. Branimir Štrukelj, zdaj, ne, marsikdo bo rekel 9. marec, koliko je to 50 dni do volitev, pa stavka. Ja, to seveda ni najboljši čas za stavke v tem smislu, da seveda sem prepričan, da bo ta stavka poskušala biti interpretirana kot tudi neko vmešavanje v politična razmerja ali pa
politizacija sindikata, kar sicer rumeni mediji v obeh smislih besede tudi pogosto počnejo. A ne? Ampak mi si te stavke in tega časa nismo izmislili. Provokacija in začetni udarec je plasirala vlada, ko je začela s temi partikularnimi dvigi posameznih skupin in začela v temelju rušiti ta razmerja, na katera pa ni mogoče pristati. To je eden od razlogov, kjer je treba pač odgovornost za to pripisati vladi. Če bi bil jaz na vladni strani, jaz ne bi nikoli nekaj mesecev pred volitvami tvegal teh, bom rekel, enostranskih, partikularnih potez. Kajti vsak, ki je nekaj časa tu, ne, je vedel, da ne more ostati pri tem, da bojo en košček dvignili, ostalo bo pa ostalo tako, kot je. To ni obstajalo zadnjih 20 let in tudi zdaj ne. Drug seveda gnev, ki pa je med zaposlenimi, pa je prav to, da se te dodatni napori, ki smo jih danes že opredeljevali, pač ne manifestirajo vsaj v nekem dostojnem vrednotenju tega dela, ki gre včasih tudi preko zakonsko omejenih možnosti ali pedagoškega dela ali pa dela v vrtcih. In tu ni nobenega posluha, ne, ministrica in ministrstvo se dela, kot da je vse normalno, kot da je business as usual. Ne. Ja. Ni, ne. Ko smo že pri biznisu, zdaj glavni sogovornik sindikatov v javnem sektorju na področju plač bi moral biti minister za javno upravo Boštjan Koritnik. Predlagam, da si zdaj pogledamo en njegov posnetek. Gledalkam in gledalcem se že vnaprej opravičujem, ker je v angleščini, ampak je dosti govoren. Poglejmo. Hello baby, there was again a security breach. I'm here with the minister. He will try to get me out. We will see. Enemies are after me, so we have to move. Bye. Madam Cecilia, do not worry. We will do everything to save your lover. Do not worry. I'm in safe hands, baby. I promise you. We're gonna make it. We're gonna make it. Baby, only 20,000 euro we need. That's all. Save him. Only 20,000. Only 20,000 more, baby. Only 20 more thousand, please, please. Zdaj, minister Koritnik je, ta posnetek je bil objavljen na družbenih omrežjih, potem ga je poobjavil še sam minister. Glede na to, ne, da, kot smo prej rekli, učitelji morajo imeti maske, učenci morajo imeti maske, vidimo tu, minister uživa v nočnem lokalu, očitno brez maske, ne. Zdaj se je šel testirati tudi za alkohol pa droge po 18 urah. Ne vem, zdaj vprašam, ko vidva to gledate, ne, prej si rekel, Brane, nismo videli ministrice že nekaj časa, oziroma nismo imeli sploh formalnega sestanka, to je minister za javno upravo, zdaj ni nekak optimizma, se mi zdi, da bi dosegli lahko kakšen dogovor pred 9. marcem, ali se motim? Posnetek je pravzaprav šokanten, ne? Če je tako, kot je videti, je precej hudo, a ne? Ampak v bistvu zgolj ilustrira to, kar vsi vidimo, ne. Minister Koritnik, ki bi moral biti prvi odgovoren za plačo v javnem sektorju, to je tudi v skladu z vladnimi predpisi, a ne. Praktično nima tukaj nobene besede, verjetno tudi ne, ima druge obveznosti, ampak dejstvo je, da je minister za javno upravo nima pooblastil, da ga nismo videli in ni ničesar mogel reči v zvezi s pogajanji v zdravstvu, tudi prej v zvezi s policijo ni imel kakšne resne besede in na njegovem mestu bi jaz seveda odstopil, ne, in na nek način bi moral odstopiti vsaj kot vodja pogajalske skupine torej vlade za sindikati javnega sektorja, kajti tja ga vlada pošilja brez mandata, brez kakršnega koli teže, ne, in to ne gre nikamor, ne, tako da odstop bi bil seveda neka smiselna reakcija. Nives, kako boste vi dijakom pa študentom razložili, recimo vašim, da zdaj bojo brez pogoja PCT lahko šli tudi v nočni lokal, pri pouku bojo morali pa še maske nositi? Težko. V bistvu bomo povedali, da pač to ni naša odločitev, tako kot do zdaj, bodite razumni, upajmo, da bo kmalu prišlo do kakšne drugačne odločitve. A veste, nesmiselnosti razlagati ni enostavno, ne. Predvsem
če nisi sam prepričljiv. In jaz absolutno nimam nekih argumentov, da bi stopila v razred in rekla, lejte, vi zdaj nosite maske, tamle v disku jih pa ni treba. To je potrebno ponovnega premisleka. Mislim, da ima vlada čas oziroma posvetovalna skupina, da to naredi. Ljubljančani in Zahod je na počitnicah ta teden. Se pravi, jaz pričakujem en ukrep. Predvsem še enkrat poudarjam, naši dijaki so v mehurčkih, so v matičnih razredih. Tudi pri izbirnih predmetih se sicer lahko združujejo, ampak je to še zmeraj ena celica, ena skupina ljudi, ki skupaj preživi dopoldne. Tole zvečer seveda pa ni noben mehurček. In tako malo se mi zdi, da ne smajo kar malo za norca, no. Se pravi, šola ne ima maske, itak v šolo moraš iti, vse ostalo, vsi lokali, pa tako, pa spustimo. Vprašanje je, če se bomo odločili, da bomo sploh še ukrepali proti dijaku, ki ne bo nosil maske, to, kar smo počeli do sedaj. Zato, ker jim jaz dam prav, ker ta odločitev ni na mestu. Ampak to ni nekaj novega, ne. Saj smo, če na začetku epidemije, ne, je bilo vse odprto, šole so pa zaprle, ne. Potem so sicer zelo obrnili zgodbo, ne, tako rekoč je bilo rečeno, za vsako ceno bodo šole zaprte, tudi če bomo imeli, ne, in smo imeli 10 000 okužb, ne, pri 400, prej so jih pa zaprli, ne, ampak takrat, ko so jih zaprli, so bile stvari druge odprte, ne. Skratka, logika je bila nekako iracionalna, ne, in prav to, da se ni resno ukvarjalo z položajem izobraževanja v epidemiji, je eden od ključnih očitkov. Eden od razlogov, zakaj je temu bilo tako v naši državi, je, da niso pustili, da bi lahko praktiki, učiteljstvo, ravnatelji povedali svoje, kdo pa pozna šole. Poznajo jih ravnatelji pa učitelji, ki učijo, a ne. In če bi vsaj nekaj si dali dopovedati, bi mogoče naredili več napak kot to. In danes sem bil na nekem Zoomu teh evropskih sindikatov, ker sem podpredsednik tega evropskega združenja in so mi kolegi opisovali, ne, recimo danska kolegica je povedala, da je bilo v času epidemije že itak, veste, da imajo danski, ne, če gre danski minister nekam v tujino, se najprej sestane s sindikatom, da se posvetujejo, kaj bo stališče danskega ministra, kar se tiče izobraževalnega sistema, ampak je rekla, da so izrazito okrepili sodelovanje, ne. To so rekli celo Britanci, Angleži, ki imajo konzervativno vlado, da se je izrazito okrepilo sodelovanje, ker je to koristilo k obvladovanju situacije v izobraževanju. Številni so to povedali, pri nas je šlo pa ravno obratno. Relativno dober socialni dialog tudi pri vseh prejšnjih vladah gospoda Janeza Janše, a ne, je zdaj popolnoma zamrl in mi ne moremo priti niti do tega, da bi povedali, kaj nam teži. To je podcenjujoče in žaljivo v resnici do ljudi, ki pošteno delamo v tem procesu, a ne. Brane, kaj se mora zgoditi, da ne bi prišlo do stavke 9. marca? Zelo enostavno. 3 tedne je časa še skoraj dobro, zdaj ga je že malo manj, ker že 4 dni čakamo na kakršenkoli odgovor, ampak seveda z nekim stavkovnim... Na TikTok niste pogledali, mogoče je na TikToku kakšen. Ja, na TikTok nismo pogledali, ampak vsekakor dvomim, če je celo tam, ne, ampak mogoče, da je kje na kakšnem tweetu bilo kaj zapisanega, ampak dejstvo je, da ni odgovora, če bi se bila vlada pripravljena dostojno z nami o teh stavkovnih zahtevah pogovoriti in pogajati, dogovoriti tudi recimo za neke kasnejše izvedbe, bi bili mi pripravljeni seveda tukaj iskati neke kompromise. Ampak če te nekdo vsaj toliko ne ceni, da te niti ne spusti k isti mizi, torej da ne moreš niti dostojno povedati, v čem je problem, ne, potem seveda to zgolj stopnjuje gnev in, bom rekel, nezadovoljstvo in eden od ključnih občutkov ljudi, zakaj so se tako masovno odločili za stavko, kar je bilo tudi za nas delno presenečenje, je ta občutek, da se z njimi ne dela dostojno, da se jih preprosto ponižuje z odnosom, ki ga vlada vzpostavlja do zaposlenih v vzgoji in izobraževanju. Mogoče še nekaj, Brane, mogoče ne samo to. Treba je vedeti, da so bili pa učitelji tarča različnih negativnih aktivnosti, tudi strani staršev, ne. In to
Predvsem v osnovnih šolah bi upala reči, se je bilo nešteto posnetkov, da ne bodo otroke pustili Ja. v šole zmerjanje. Se pravi, to se je nalagalo. Učitelj ni bil nič kriv, ravnatelj ni bil nič kriv pri teh odločitvah. Ja. Srednješolski ravnatelji smo v največji možni meri izvrševali vse vladne ukrepe in lahko samo rečem bravo vsem ravnateljem, da so to zmogli, ne. Ampak jaz pa učitelje, ki so bili pa tako močno izpostavljeni, razumem, ne, in teh seveda ni bilo malo. Tega je še več v manjših krajih. Oni se srečujejo popoldne, ta socialna dinamika je totalno različna. Če ste našli socialno, poglejte, saj eni že za skupno mizo doma se niso smeli pogovarjati o temi covida, se bo cepil ali ne cepil, ne. Prišlo je do nekega razkola v družbi, ki je bil totalno nepotreben. Se mi zdi, da se moramo posvetiti našim mlajšim dijakom, našim učencem in seveda spet zagnati šolski sistem s polno paro. In jaz upam, da stavke ne bo, da ne bo te prekinitve. Ne. Zdaj, eden od mojih otrok je začel v tem šolskem letu izobraževanje na matični šoli in še ni videl učiteljev brez maske, ne ve, kako izgledajo. Tudi učitelji še njega niso videli brez maske, ne vejo, kako izgleda v resnici. Verjetno bojo te stvari njime spustile posledice, ne? Tako pri enih, kot pri drugih. Ne moramo si zatiskati oči, da nekih posledic, glede na tako dolgo trajanje epidemije in z vsemi temi ukrepi, ne bo. Ne, prihodnika ne bo. Posledice so že. Poglejmo, suicidnost, anksioznost, nemotiviranost, nobenim ne postavlja meja, doma so bili sami, starši so mogli iti v službo. To ni tako enostavno, da bi lahko človek zamahnil z roko, ne. Mi imamo stisk ogromno, problem je tudi, da jih pač, čeprav delamo v šoli, ne znamo prepoznati. Strokovnjakov imamo premalo na tem področju, saj nam 2 kongresa ali pa 2 Zooma nam to nič ne pomaga. Veste, mi nismo usposobljeni za odkrivanje težjih motenj, ne. Saj vemo, kaj se je dogajalo v preteklosti. In ta problem je sedaj in tu. Ne bo. Bo se pa poznala ta kondicija, veste, znanje, tisti, ki želi, bo nadoknadil. To ni nič novega. Ampak socialne interakcije, odnose z vrstnikom, tretjo socializacijo, tega pa oni ne morejo več nazaj dobiti, ne. Ampak tudi Skandinavci, ki so že naredili neke analize, ugotavljajo, da bo nekaj let ta vrzel, dokler se ne bo nadoknadilo. In še ena stvar je, o kateri pri nas ne govorimo, ne. To je to, kar je kolegica Nives omenila, vrednotenje znanja. Mi smo zdaj dobili neko, bom rekel, spregled znanja, ne, ker so šepetali učiteljstvu na uho, da naj zdaj pa ne spustijo, mi imamo poplavo visokih ocen. Že prej je bilo problem, ampak zdaj statistično je dobesedno skok v povprečni oceni, ne ve se več dobro, kaj znanje je, in prav ta, bom rekel, to spuščanje nekih principov vrednotenja znanja zaradi tega, ker ni bilo mogoče tega početi v času epidemije, se ne reče, da je tukaj kaj namernega ali karkoli, ampak to je nek sistemski, strukturen problem, ki bo nas tepel lahko ki se bo poznal. Čisto za konec, če lahko, Branimir Štrukelj, koliko članov je glasovalo za stavko? Za stavko je glasovalo 37.248 članov in nečlanov. Zgodilo se je nekaj neverjetnega. Mi smo nečlanom rekli, da jih vabimo, da se lahko opredelijo za ali proti stavku, če želijo, in več kot 6-7 tisoč ljudi je dodatno glasovalo za stavko, kar je seveda simptom tega, kako so stvari šle v napačno smer. Navajeni smo v epidemiji, da nam življenje krijejo številke. Zdaj ste slišali tudi eno številko, ki je kar visoka. Nives Počkar, direktorica Šolskega centra Ljubljana, Branimir Štrukelj, glavni tajnik SVIS, najlepša hvala za vajino današnje gostovanje v naši oddaji. Gledalke, gledalci, to je bil Razlogi za stavko, že 688. Faktor na TV3. Jutri bomo za vas komentirali, kako diha Vesna, nova ekološko-zelena stranka pri nas. Ne zamudite, predvsem pa ne pozabite, ni vseeno, kdo kaj reče.